Fantasy. Radio Fantasy. Naprej pa na cesti srečamo Anabel. Dobro jutro. Dobro jutro. Lučka, veš, ne sveti mi lučka. Navajena sem, da če sveti lučko, potem mikrofon gori, ampak je dobro jutro. Dobro jutro, Anabel. Ja, dobro si uvod naredila, to je najna stanovska kolegica, tudi radijska voditeljica, ki pa to ni več. Ja, sej zato pa je tole, da sem tukaj danes še bolj prijetno, da sem malo nazaj. To je vedno tista ura, ko vsi delamo, tako da ne moreš priti takrat, ko delaš. Ne? Ja, tako da zdaj pa sem tukaj. Zdaj pa si. Zdaj si tako rekel, da Anabel nič ne dela. Snema komade, ne, komadi se kot snemajo stanovska kolegica. Vsi delamo jutranji program, to hočem povedati, ne moramo iti takrat. Ne moramo, to je res. Rokerji pa itak po noč delate, ne? Ja, mislim, rockerji, to ste zdaj tako malo rekel. Ja, ampak definitivno po noč. Ta nova pesem je malo rockerska. Je malo rockerska. Se iskreno, takšna sem po duši, tisti, ki me poznajo, prijatelji, ko so slišali ta komad, so bili tako, aha, ok, to si pa ti, ja. To pa je danes, ko ti poslušaš v avtu. To je to. To je to! Točno tako, to je to. In zgodi se težava, da skoraj vsak stavek se konča s to je to. Ja, odkar sem izdala novo pesem, ki ima naslov To je to, se mi zdi, da vsakem stavku rečem To je to. In tudi prijateljice so me že klicale in so bile tako, a smo mi prej govorile skozi to, ali zdaj sam potem, ko si ti izdala to pesem. Ste bolj pozorni. To je isto, veš, to, ko si kupiš svoj avto, nov, recimo, rdeče barve in potem ga vidiš vse posod. Ja, no, to je to. To je to. To je to. Ampak v redu, si rockerca, vedno bolj v to smer greš, to moram reči. Poznam tvojo glasbeno zgodbo od 2017 naprej. Vem. Ne? In ja, vedno bolj prihajajo v spredje ti rifi, ampak Anabel ima še vedno sabo ukulele. To pa vedno, od 17 leta naprej, kamorkoli grem, so ukulele z menoj, zato ker pišem glasbo še vedno akustično, ali na ukulele, ali pa na kitaro, tako da je potem fajn, ko kaj zapojem brez te rockerske muske ali pa pač in točno live. To si mi zdaj le želimo. Ja, da potem nekaj zapoješ brez naj vam bo. Ej, dej tule imaš ukulele, dej malo ta novega komada, vsaj uvodno, ne vem, kitico pa refren. Vela? Evo. Vela. Premierno na Radio Fantasy. To je to. To je to. Kako naj ti povem, med nama se je ohladilo, namesto dolgih noči si zdaj več ne gledava v oči. Kako naj ti povem, obljube skupaj me držijo in kot vedno si želim, da posledice le jaz utrpim. In če je to, koga boš klical za pot domov, ko bo 20 čez 3, svet se ti vrti, kdo bo to, in če je to, kdo namesto mene ti bo lagal, vse poraze priznal, terapijo igral, kdo bo to. Evo ga, to je to. Dobro, to je to, Anabel. Mislim, da je ta ukulele akustik verzija superca. Za jutro, veš, za jutro. Ja, da ne boli preveč. Jaz moram še eno stvar samo vprašati. Kaj se je pa s tvojo frizuro zgodilo? Nič več kitk, nič več nekih norih barv, čisti umirjena. Šuši, odrasla sem. Odrasla sem, stara še 24 let. Ojoj, že ne, še prosim. Ne, ampak ko sem bila stara 17-18, je bila tista faza eksperimentiranja. Pa takrat mogoče nisem vedela, da če si 3-4 na leto pobarvaš lase z drugo barvo, da ti to uniči. Škodi, ja. Ja, zelo uniči lase. No, zdaj pa sem nazaj na blondni, bolj natur, pa tudi bom ostala, se mi zdi, da še nekaj časa takšne barve. Dokler spet ne pride nekaj, kar spodnese čopič v bistvu v lase. Se čakam na to. Čak, da pride Harry Styles. Harry Styles? A pride Harry Styles? Pride, ja, čez vrata zdaj. Ja. Si predstavljaš? Ne. Iskreno ne. Sem bila pa v soboto na njegovem koncertu in že takrat si nisem mogla predstavljati, da diham isti zrak kot on. Kaj šele, da bi zdaj tukaj prišel v studio? Ne moreš, da drla si se, kar fejst je bilo videti na storijih. Ampak glas pa še imaš pohvalno, pridna.
Zdaj že nazaj. Bom zavrtel zdaj originalno verzijo, to je to, ne pol boš pa povedala, koliko je bilo s Harry Stylesom, pa če ima kaj skupnega, ali bo kaj skupnega v prihodnje. No, zdaj smo imeli ukulele verzijo, zdaj pa tista studijska z malo več kitarskimi rifi in naslov pesmi. To je to. Kako naj ti povem, med nama se je ohladilo, namesto dolgih noči si zdaj več ne gledava v oči. Kako naj ti povem, obljube skupaj me držijo in kot vedno si želim, da posledice le jaz utrpim. In če je to, koga boš klical za pot domov, ko bo 20:03, svet se ti vrti, to bo to. In če je to, kdo namesto mene ti bo lagal, vse poraze priznal, terapijo igral, to bo to. Kako naj ti povem, ob tebi sem bila sama, en dan si v ogenj me ovil in z drugim zloval ofen spustil. Kako naj ti povem, nad nama bela je zastava, nima smisla se borit in svoj ponos med igro izgubit. In če je to, koga boš klical za pot domov, ko bo 20:03, svet se ti vrti, to bo to. In če je to, kdo namesto mene ti bo lagal, vse poraze priznal, terapijo igral, to bo to. Vse na zlatem platnju si imel, a vzel si tisto, kar si ne bi smel, na koncu pa še to premalo je bilo. In zdaj preklinjaš moje ime na glas in misliš si, da si izgubljal čas. Vem, pogrešal me boš bolj kot tebe jaz. In ker je to, ne kliči me na poti, ko greš domov, ker je 20:03, drugi ob meni spi, ker to je to. In ker je to, briga me, kje boš nocoj prespal, kdo ti bo lagal, terapijo igral, ker to je to. In ker je to, ne kliči me na poti, ko greš domov, ker je 20:03, drugi ob meni spi, ker to je to. In ker je to, briga me, kje boš nocoj prespal, kdo ti bo lagal, terapijo igral, ker to je to. To je Pa stari, to je to, ne. Ti To je to! Frceraš, vse zvočnike bo razgnal. Zdaj ti vseeno porabita ukulele za glasbeno podlago vremenske napovedi. Lahko jo tudi sama poveš. Ok. Vse, kar danes morate vedeti, da zunaj bo vroče kot kaj? Pes. Evo, slikovita vremenska napoved, Anabel, hvala lepa, res v redu, ne? Da bo Ni za danes kaj. vroče kot pes. Ura je 20 minut do 10. Anabel, povedali smo vse o tej tvoji novi pesmi, to je to. V bistvu je, prebral sem uvod, to je med vožnjo padla ideja, ko si razmišljala, koliko on jim poveda, da noš več delala. Mislim, je ta pesem definitivno o moji karierni in osebni poti, tako da je bil to takrat v tistem momentu miks vsega, no, bom rekla, ampak ja, je pesem nastala tako kot večina mojih pesmi v avtu. Vse veš, ko si v avtu, ko se voziš, si sam, si v nekem svojem prostoru in jaz potem razmišljam ali pa se derem na glas na druge pesmi. In sem prav mogla zapeljati iz ceste dol, napisati komad, saj neko osnovo komada in potem, ko sem prišla domov, sem zaigrala na kitaro. Je pa to pa drugače v avtu, ko jaz pišem, zveni noro, absurdno, ker
nimam kitare in potem si sam tako melodijo mrmram na telefon. In potem, ko poslušam te posnetke za nazaj. To delaš, Kaj lahko prosim dobimo, kak ta posnetek? to delaš med vožnjo. Ali se ustaviš? Se ustavim, se sem preumela, se ustavim, zapeljem, tako da ne uporabljati telefona med vožnjo. Tako. Preventiva. Ali pa je pač boljše. prostoročno. Tako. Gre. Dobro je, v redu, super pesem, želimo ji uspeh na vsej slovenski glasbeni sceni in čez. Zdaj pa gremo čez, gremo na Dunaj. Gor si bila, Dunaj, Harry ja. Styles, kaj smo vrgli v glavo? Jaz Vsi je nič, eno je. ker sem bila v zadnji vrsti, v zadnjih teh tribunah, sem pa videla, kako so fanice v sprednji vrsti Harryju metale ne samo vrtnice, kar je dejansko lepo, če ti dovrže, ampak tudi takšne bolj težke predmete in je prav video, ko se on, je video na internetu, kako ga zadane nekaj, se ne vem kaj, nekaj trdega ali nekaj. In jaz ne vem, če si fanica, če imaš to osebo res tako zelo rad, zakaj ga potem hočeš poškodovati? Mislim, kaj ti je naredil? On sam poje, on ne ve, da ga bo z leve zadela ena trdna stvar. Ti si mlajša populacija, pa je to postane kak fetiš teh mlajših? Ja, ne vem. Kdo ga zadane močneje? Danes smo o tem že govorili. Baby Rekši, ki je dobila telefon pa šive, ne? Ona ima zdaj z očali nastopa. Ne? In ostali, in ko so prijeli tega fanta 27-letnega, so ga vprašali, zakaj si to naredil? Je rekel, ker mi je bilo ful fajn. Zato sprašujem, če je to kak fetiš, ne? Da vi ciljate te... Ne poznam, da je bil to kakšen fetiš, maj pa mogoče te mlade punce kako tako svojo skupino, kjer notri piščejo, kdo ga bo danes zadela bliže obraza, ne vem. Se mi zdi pa grozno, no, da greš na Harryja Stylesa, da se dereš njegove pesmi ves koncert, potem pa na koncu ga zadaneš z Lastenko, ja. s telefonom. Veš, ko so na oder leteli Modrci. modrci, spodne Tom hlačke, Jones. medvedki. Ja, Tom Jones. Ne pa telefoni. Mislim, Pink je zdaj dobila vrečko človeškega pepela. Kaj? Vrečko človeškega pepela. In kaj je bil razlog za tem? Ne vem, sprašujem, kak je. Moja babica te je ful hotla videti in je predtem, nažalost, odšla. In potem je zadela ta vrečka te babice. Ne vem. Ja, smo prišli do enega našega mojega internega telefona zaključka. recimo škoda vršt na oder. A veš, da sem razmišljal, ko je šel kupiti tega pripej, pa ga je imel krtko, pa je imel dva, pa je, ne vem, svoj telefon, da vržeš gor za Jurija, Mislim, pa pol oni pogledajo, če ga je telefon, pa Pa vejo. še kazal. Groza. Ok, zašli smo, v glavnem na Harry Styles je bilo fajn. Bilo je odlično, ampak se že vidi, da je to čez 3 ali 4 dni, oziroma 3-4 koncerte še ima, potem pa je zaključil svojo turnejo, ki je trajala 2 leti in pol, ali 3 leta celo. Tako da se mu že malo vidi, da je malce utrujen, da ni več tisti začetna euforija, ampak... No, sam da je konc. Ampak sej, kako mora biti fajn, po 2 letih in pol bo končno lahko en vikend spal. Ja. In kaj imate s Harryjem recimo skupnega? Ja, razen pričeske. Kaj imamo skupnega? Ne vem, neki si namignila prele, da bo kaj. Nova pesem, ki pride ven. Ja, nova pesem, ja. Ne mislite, da zdaj po tej pesmi, ko sem izdala, to je to, da pa spim. Dejansko pišem nove pesmi in medtem sem tudi eno napisala na koncertu Harryja Stylesa. Prav, mogla sem telefon dati iz modrčka, sem ga imela noter zatlačenega, da pač sem lahko hitro ga imela pri roki, da sem kaj posnela in sem pisala pesmi. In obstaja tudi slika, jo bom objavila, slika, kako pišem besedilo v svojo beležnico na koncertu Harryja Stylesa. To je to. To je to. Kak bo pa ta naslov? Pa še ne smem povedati. Pa ne. Kaj imava skupnega? Harry Styles. Harry Styles. Ja, Anabel, hvala. Najlepša hvala. Da si uletela. Zdaj te vabim pa na kavo. Prosim, eno ob kavi. Tako, ko boš imela pa kaj dolga, tisti Harry Styles. Pa se oglasimo. Harry Styles, ja, veš. Točno tako. Prid, pa Harryja pripel. Čau. Hvala ti, čau, dio. Radio Fantasy. Radio Fantasy.